Dober dan vsem. Zamislimo si, da naredimo en poskus, s katerim lahko določimo koeficient lepenja med enim telesom in eno površino, tako da površino nagnemo in torej dobimo en klanec. Torej, pri majhnem kotu alfa telo miruje na površini, ne drsi, ker ga zadržuje prav sila lepenja. Potem, počasi večamo kot. Bomo prišli do neke točke, do nekega mejnega kota, po katerem telo začne drseti zaradi dinamične komponente sile teže. Torej, do enega trenutka prej je še mirovalo. Tisti kot je takšen, da dinamična komponenta sile teže je enaka sili trenja. Če malo povečamo kot, dinamična komponenta postane večja od sile lepenja. Če malo povečamo kot, dinamična komponenta postane večja od sile lepenja. Torej, za tisti mejni kot velja še, da sta enaki. Dinamična komponenta enaka sili lepenja. Sedaj tukaj lahko rabimo formule, ki v enem drugem videu sem razložil, kako jih dobimo, lahko greste pogledat. Torej, tukaj namesto FD dam MG sin alfa in tukaj namesto FT mu, ki je prav tisto, da hočemo določiti, MG cos alfa. Sedaj, to enačbo lahko na obeh straneh delimo z M in G. In gresta proč. Torej, dobimo, da sinus alfa je mu krat kosinus alfa. Sedaj bomo delili enačbo z kosinus alfa. Tukaj dobimo na levi strani sinus alfa ulomljeno kosinus alfa in na desni dobimo samo mu. Lahko napišem tudi tukaj na tej strani. Mu je enako sinus alfa ulomljeno kosinus alfa. Bi morali vedeti iz trigonometrije, da sinus alfa ulomljeno kosinus alfa je tangens alfa. Torej smo vedeli, da ta mu je prav enak tangensu kota. Sedaj, recimo, da ko naredimo ta poskus, da dobimo, da tisti mejni kot bi bil 30 stopinj. Recimo, da je ta. Sedaj mu, čemu bi bil enak? Tangensu od 30 stopinj je prav eden od tistih kotov, za katerega poznamo točno vrednost, ki je koreno 3/3. Vsekakor, za katerikoli kot najbolj lahko rabite znanstveni žepni računalnik in izračunate, koliko je tangens. Torej, tukaj je to, ki velja približno 0,58. Ta bi bil koeficient lepenja v tem primeru. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.